Za začetek sam nekaj. Če bi ljudje potrebovali 4 kolesa, bi nam jih evolucija zagotovo dala. Tako smo dobili pa tole in tole. Da ne počnemo neumnosti, kar pa še ne pomeni, da jih tudi ne. Gospod, kaj pa je najkrajša pot, ki jo vi recimo opravite z avtomobilom? V pekarno grem z njim. Otroka vozimo vsaj na vrtec, ker večinoma zamujemo. A se zavedate, da večina voženj, ki jih upravimo vsakodnevno, je krajših od 2 km? Ja, 2 km in to v kočiji, ko porabi moč vsaj 100 konju. Da pol itek zamudiš v službo, ki je bila gužva. Priznajte, da svoje potomce razvažate povsod, ker ste to videli na televiziji. In priznajte, da ste si tudi sam za to umislili SUV-ja. Slovenija je varna, z urejeno prometno infrastrukturo. Zakaj otroka raje ne pospremite peš? A mogoče potujemo sede zato, ker nam je vseeno za okolje, a mogoče zato, ker nam je vseeno za sebe. To zadnje zihne. Ljudje se pripeljejo, da pol tle laufajo v prazno, a vas ni sram. Zdaj vas bom poudaril tam, kar najbolj boli. Po denarnici. Za večino ljudi je avto najdražji način transporta svoje riti. Morate ga kupiti, registrirati, tankati, vzdrževati, bog ne dej, da ga še trešte. A veš, da parkirni prostor enega osebnega avtomobila zavzame 12,5 kvadratnih metrov. Slovenci imamo več kot milijon avtomobilov, to je 14 kvadratnih kilometrov. A si predstavljaš 4 bohinjska jezera? Zdaj pa ti manj povej, a si tudi en izmed teh? In če si, napiš najbolj bizaren razlog, zakaj si uporabil avto za manj kot 2. Napiš to v komentarje, najbolj bizarne bomo tudi nagradili. Da nas bo vse skupaj na koncu malo manj sram.